Tretja točka. Na sestanku z ministrom Žarničem in njegovo ekipo 1. decembra, ki je bil leta 2010 v prostorih MOP-a, smo zahtevali odgovor na vprašanje, zakaj je med letoma 2005 in 2007 prišlo do tako močnega povečanja emisij prahu iz Lafarge cementa. Te emisije so leta 2005 namreč znašale 6,8 tone, leta 2007, ko je začela obratovati odživljevalna naprava, ki naj bi po zagotovilih Lafarge cementa bistveno prispevala tudi zmanjševanju emisij prahu, pa so te emisije znašale že več kot 32 ton. Od ARSO smo potem dobili odgovor, to je naslednji dopis, pa če bo Uroš to razdelil, prosim, imate spet na drugi strani zadnji odstavek, to je oziroma predzadnji odstavek, tudi dopis datiran z datumom 27.12.2010 in tukaj v predzadnjem odstavku imate potem odgovor, zakaj so se te emisije iz leta 2005 na 2007 tako močno, se pravi za 5-krat, mogoče 6-krat, 7-krat, ker za leto 2007 niso letne emisije, ampak so samo od maja do decembra, za leto 2005 pa so celoletne. Tako da bi je v bistvu tam pojasnjeno, zakaj je tako velik porast teh emisij. In sicer, na ARSO smo dobili odgovor, da so bile letne vrednosti emisij prahu leta 2005 dobljene na podlagi občasnih meritev, medtem ko so bile leta 2007 te vrednosti dobljene na podlagi trajnih meritev. To je v tem dopisu navedeno, v tem predzadnjem odstavku. To torej pomeni, da občasne meritve izpustov, tako imenovani občasni emisijski monitoring, še zdaleč ne pokaže dejanskega stanja in da se šele trajne meritve približajo dejanskim vrednostim. Ker tukaj gre za faktor nekajkrat, rekli smo 5-krat, 6-krat, ali mogoče še celo večkrat. Problem je v tem, da je država vse do leta 2007 kljub številnim opozorilom in brez kakršnihkoli zadržkov verjela občasnim meritvam prahu. Vse do leta 2007 so občasnim meritvam prahu verjeli, vendar je danes še hujši problem ta, da se izpusti najnevarnejših snovi iz Lafarge cementa, se pravi vse težke kovine, benzen, dioksin, furan in podobno, še danes ugotavljajo zgolj na podlagi občasnih meritev. Na podlagi tega zahtevamo, da se v bodoče za Lafarge cement uvedejo trajne meritve tudi za vse ostale izpuste, ki se jih zaenkrat še ne, se jih pa da trajno meriti. Jaz mislim, da na podlagi te argumentacije in vsega tega, kaj moramo mi tukaj doživljati, in smo že doživljali, to povsem upravičena zahteva. In zahtevamo tudi, da se MOP opredeli do naše zahteve, da nam povedo, kaj misli v zvezi s tem narediti in kako. Minister Roko Žarnič je povedal, da finančna sredstva menda niso problem za kakršnekoli meritve, ki jih bo Ekokrog predlagal. Naprimer, v tem sklopu vidimo cel kup dodatnih meritev, ki zaenkrat manjkajo. Primer pri prahu pa je zelo dobro povedal, da trajni monitoring pokaže lahko nekajkrat več, kot da pokaže to občasni monitoring, ki je prilagojen samo na neko specifično proizvodno tisti trenutek, ko oni merijo.